Vlada se danes seznanila z oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z deževjem, močnim vetrom in točo 15. in 16. avgusta letos na območju 61 občin. In sicer ta znaša v skupni višini 57 milijonov 587 tisoč 898 evrov. Od tega neposredna škoda na kmetijskih zemljiščih in gozdovih znaša 1,9 milijona evrov, škoda na porušenih stavbah in delna škoda na stavbah znaša pa skupno 52,8 milijona evrov, škoda na gradbenih inženirskih objektih, kot govorimo o lokalnih cestah, gozdnih cestah, pa je ocenjena v višini 2,8 milijona evrov. Skupno je škodo na stvareh 15. in 16. avgusta letos utrpelo 22.586 oškodovancev, že rečeno v 61 občinah. Škodo na stvareh je verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode v naravnih in drugih nesrečah. Ocenjena neposredna škoda, torej presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna v letu 2008 in je tako dosežen limit za pomoč v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. Vlada je zato danes naložila Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, da Ministrstvo za okolje in prostor zapisniško prenese zapisnike o oceni neposredne škode zaradi omenjenega neurja na stavbah in gradbeno-inženirskih objektih, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa zapisnike o škodi v gozdovih in na kmetijskih zemljiščih. Vlada je obema ministrstvoma, spravi Ministrstvo za okolje in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tudi naložila, da na podlagi ocene izdelata programe odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic omenjenega neurja v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. Hkrati pa je vlada potrebila tudi stroške ocenjevanja škode zaradi neurja z deževjem, vetrom in točo 13. in 14. julija, 8. avgusta ter 15. in 16. avgusta, ki se je opravila občinska komisija in Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v skupni višini 55.280 evrov. Ti stroški se pokrijejo iz proračunske rezerve in kažejo Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje.